ko narava ljubi belo, nastopi čas demokratski seans. Tokrat ljudi meni je prijelo, da pogledam vase in padem trans. Letno v času sedenja povijel. Slišali smo te Placov, vadil si z basistom, to je zdaj neka nova verzija, začela se je sicer že lani, ampak kako to? Ja, lani se je začela ideja sam kot duo, ampak je bil Ljubljančan na basu, zdaj sem pa se odločil za malo spremenito zadevo, pa sem vzel mlajšega, bolj štajerskega tipa, pa več strunma tudi na basu, jasno. Pozorna bi videla, da jih je 5. Tako da ja, obeta se je v bistvu zdaj začetek tega, da bi prišel do trija, pa pol mogoče do benda, pa se zdaj začne. Aha, tako da pol iz kantavtorja v kaj? Ne vem, da ne bo izpadlo preveč samohvalno, ampak v šefa benda se jaz prelevim, ne. Sprav, zdaj sem kantavtor, ki ga spremlja duo, trio, kvartet, ne, potem pa postanem šef benda in dirigiram ostalim članom, kaj ne igrajo. Pa jasno sem pač avtoplavlja. Jaz sem pač človek, ki nimam več benda, pa sem zato kantavtor. Pač pišem o sebi, pa o tem, kako dojemam svet okoli sebe. Pa trudim se, da ne bi bili preveč pop akordi, ampak ponovadi bolj so. Ker pač nimam neke hude izobrazbe, da bi prišel do 9, pa 7, pa susov, pa majev. Vedno imam pa mole, pa dure, ne. Pa včasih tudi kakšne 7 pade. Vedno večja je številka, vedno več je dni. Gledajo le svoje čase in za druge manj. Vedno bolj ostaješ sam in gledaš tja, kjer nikoli ni. Vedno bolj sprašuješ se, če bil si ti na krivi poti. Vedno večja je številka, vedno več je dni. Kant festival, kako ti to dojemaš? Gre za tekmo, se ti zdi to? Ja, jaz sem tekmoval že lansko leto, ko sem se v bistvu prvič prijavil, predtem sem parkrat samo slišal za to, pa zbiral nek pogum, neke posnetke, pa kje sploh to je, neke ruše. Zdaj pa lansko se mi zdelo, da je v bistvu čisto preprosto, ne? Vzameš kitaro, prideš v ruše, pa odigraš tiste 3 komade, pa če imaš srečo, greš domov s kanto za smeti, če pa nimaš sreče, pa se ga napiješ, pa padeš v kanto se. Kak je bilo s tabo lani? S kanto ali v kanto? Ja, bolj v kanto. Ne vem, letos sem mislil, da bi mogoče imel srebrno kanto. Se najbolj želim srebrno kanto, ker obstajajo drugače zlate, srebrne pa bronaste kante, jaz tega nisem vedel. Zlata se mi zdaj bila kičasta, pa ne bi pasala v moji garnituri. Bronaste se mi zdaj malo premalo, to 3. mesto, to je publika ne pošteka več, da je to sploh tekmovanje. Tako da srebro je zame. Podpiraš to, da gre za tekmo pri muziki? Seveda ne, ampak kaj če so se organizatorji zamislili kot tekmo, ne se tekmuje. Meni se zdi, da je fajn, da se špila, ljudje bojo prišli v muziko gledati, pa se družiti, če nas je 8 nastopajočih, pa še Feo, pa Recel pridejo, ne, pa Golaž bo. Tekmovanje ne gledam kot tekmovanje, mislim, ne grem tekmovati, če bi bilo tekmovanje, če bi res kaj bila nagrada, ampak tako pa kanto verjetno do doma nam prinesem. Bo prazna, če bi polno, da mogoče še jo. Vizija. Ko začnemo že?
Posnetega je kaj materijala že? Ja, je nekaj na studiji so. Težka zgodba. Ja, studio je treba se veš plačati, pa ga najeti, pa čakati, da imajo tonski mojstri čas, pa se ti... Bolj moraš pa jasno še sam imeti čas, pa ponavadi je dobro, da imaš pred tem že kakšen komad, ki bi ga rad posnel. No, jaz s tem zadnjim nimam probleme, s tistim prej pa... In kaj misliš, je še smotrno izdajati plate? Meni se zdi logično, če bi bil jaz, recimo nek založnik, pa da bi videl tipa, kakor sem jaz, ne. Ja, bi ga takoj poklical, pa podpisal pogodbo za naslednjih 7-8 plat, pa bi ga zasul z denarjem, da se ga zadrogira, pa umre, pa postane slaven in založba živi do konca življenja in vsi smo srečni. Pa celo vmes mogoče res posnam dobro ploščo, ki bi srečila še koga drugega. No, razmišljaš o izdaji plate? Ja, ampak ne vem, verjetno bolj nekako na kakšno samo založbo ali pa. Ja, enkrat bi jo izdal, ja, seveda. Sem zdaj ne vem kjero, zdaj imam že toliko plošč, da zdaj bom kar snemal sam plošče, sam zase, pol bom pa se obremenjal s tem, kaj z njimi narediti. Na koncertih jih bom začel delati. Ja, zdaj bi najraje šel na vinilko, ampak zaradi tega, ker mi bo mogoče brat, se to se ne bo objavil, ne. Da bi mogoče brat prav, malo razmišljal, da bi mi pustil svoj gramofon, ne. Maranc, ne. Legenda. Celo jaz upam še na njegovih, ne vem, 500 ploščah, koliko je, ampak če bi se to zgodilo, pa bi naslednjo ploščo sigurno v long play izdal, ne. Pa bi jo sam sebi poslušal, pa me čist briga za ostale, ne. Ja, se mi zdi zanimivo, no, pa tudi jaz mislim, da bo folk počas začel LP-je spet poslušati. Vedno več ljudi poznam, ki se jim zdi gramofon imeti fajn in tudi plato na struženco vršt, pa ne pa uni CD-ji, pa tisti preskakovanje. Danes imajo vsi te CD-je, imajo v tistih slušalkah, pa v telefonih ne rabiš nekega vidka, pa nekaj gledati. Noči male prazno